Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd sva se pogovarjali, da bi imela eno tako malo bolj poletno temo, eno malo filozofsko debato in sicer o tem, kako bojo v prihodnosti izgledali naši AI sodelavci. Tako da, malo to smer, torej prihajamo v nek ta svet, kjer nastajajo AI sistemi, ki niso samo tisti, ki asistirajo pri nalogah, ampak aktivno sami izvedejo, avtonomno izvedejo neko nalogo v celoti. Torej prihajamo do teh pravih agentov, ki bojo na nek način tudi naši sodelavci. Zdaj, preden začneva, jaz bi sam prosil, če imate kakršnokoli vprašanje za naju, kakršenkoli predlog, na frodix.com/vprašaj je en obrazac, kjer bova ful vesela kakršnihkoli inputov. Zdaj pa dajva kar začeti. Torej, kako bi si ti predstavljal AI sodelavca? Mogoče zdaj, danes še nismo tam, rečemo, da bomo tam čez 5 let, pa bomo probala pol tudi malo nakazati, kakšni gradniki ali pa neki temelji pa že začenjajo nastajati, ki bojo to omogočali, ampak kako bi si ga predstavljal? Mislim, dosti enostavno, ne? Tukaj, veš, imaš danes enega sodelavca, ki je šel čez en onboarding, pozna neke procese, zna neke stvari sam narediti in mu recimo delegiraš neko nalogo in pričakuješ od njega, da bo nekaj izpeljal do konca. Ne? Mogoče vmes nekaj vprašal, če boš kakšne informacije rabim, pa konc koncev, rabiš narediti neko analizo, ta ne bo v Excelu neki podatki, pa v PowerPointu neki zaključki. To je recimo neko pričakovanje danes od enega sodelavca, pa mogoče v prihodnosti od enega agenta, ki to, sodelavca za to mogoče rabo 3 do 4 dni, pač normalno. Zdaj, to je pa danes mogoče, da ti en AI agent pa mogoče že čez 10 minut priprav, pa ti lahko iz tega v nekaj naprej narediš ali pa se delegiraš to drugemu agentu, ki mu reče, zdaj pa iz tega, to so še moji inputi, oblikuj neke stvari. Glede na to, kaj smo se s neko stranko prej pogovarjali, da to vključ noter, pa nared v Frodexom v CGP-ju, mi še slajde, draft, sam še pogledam, pa bom čez 2 uri redi za sestanek. Tako zelo idealizirano je to. Torej, agent je nekdo, ki mu moraš vedno dajati naloge. Rečva, da zdaj si lažje predstavljamo ta del, da mu daš, v prihodnosti bo, se pravi, zdaj je reaktiven, moraš ti mu nekaj dati, pa on začne, v prihodnosti bodo pa neki aktivni poslušalci, ki bodo še vedno poslušali neke stvari ali pa gledali ali pa periodično spremljali neke, recimo spremembe. Zadnjič sva se pogovarjala ravno o tem, da se nekaj spremeni na nekem akauntu, ki ga ti delavci ima na Biziju, zamenja se lastnik, nov direktorje, ali pa na mailu, če ga tvojega spremlja, se je nabavnik zamenil, to sva gledala in zdaj on proaktivno sam že poišče to in te reče, v tem akauntu ste ta zamenjal, tukaj pa ta nov, sem že naredil research, kako bi mi lahko in nabavnik že dobi tako, kaj sem že dobil. Ja, okay. To je to, kar v bistvu najdemo na spletu ali pa pač v literaturi, kar jim rečejo ambientalni agenti, ne, ki pač čakajo na neke inpute, ki pa niso kot naloga, ki nam jo nekdo da, ampak v okolici se je nekaj spremenilo. Ne? Tako je. Mislim, kako bo to izgledalo, ampak vse si predstavljam, da neke stvari v vsakem podjetju so, ki se morajo zgoditi procesno. Recimo, da so to neki avtomatizacije zdaj, ki so bile mogoče narejene, zdaj pa vnesu še malo več konteksta, malo več tega AI powerja v ta del procesa in dejansko nekaj naredi. S tem, da tukaj pri agentih pol govorimo, da pač lahko sami sebi delegirajo naloge. No, pa se, kot si mogoče začel, ko si rekel, predstavljam si ga kot nekega sodelavca, ki je šel čez onboarding, torej, ki ve, kaj počne, kar pomeni, včasih sodelavcu daš neko nalogo, če si v taki vlogi do njega, včasih neke druge stvari pa on ve, da jih mora narediti in jih naredi. Zdaj, kad tako rečeva, a pol misliš, da agenti tudi spadajo v organigram podjetja? Mislim, definitivno bodo spadali v nek organigram, predvsem iz tega, če rečeš, da je to neka arhitektura ali pa struktura podjetja, kjer se ve, do česa dostopaš na nekem položaju, komu pripadaš, da je tvoj šef, kakorkoli rečeva,
kaj so naloge tvojega oddelka, ker pač agent bo delal z nekaj znotraj oddelka A, a ne, zdaj pa imaš pa enega, ki bo delal v A, B, pa C, a ne, ampak spada nekam drugam, a ne. Tako da jaz mislim, da definitivno, da spada v nek organigram. Zdaj, kako bodo ljudje s tem sodelovali, kakšna pravila se bodo izoblikovala, se mi zdi zelo podobno kot s človekom, ki ga zdaj upelješ, a ne, sem ta proces bo bistveno hitrejši, mogoče bo del avtomatiziran. Tako. To se mi zdi smiselno, ampak rečemo danes, če gledava večina AI agentov, AI sistemov, so v vlogi nekega ali pa so v uporabi v nekem oddelku, ampak njihov šef, če tako rečeva, je pa načeloma IT služba, tako kot za vas software. Misliš, da bi to moglo biti drugače? Mislim, če zdaj malo gledava, če ga tako en korak nazaj, pa rečeva, da IT okolja ali pa IT službe, IT zdaj prevzema neke iniciative AI, oziroma je, tudi če se leadership, vodstvo odloč, bomo šli nekaj v AI, je zelo velikrat to tako, dajmo zdaj z IT-em to štartati, pa potem je tam neka skupina, ki se s tem ukvarja. Se mi zdi, da tam velikrat pride do nekih, tudi mi dava take izkušnje, do nekih pilotskih projektov. Zapravo se ukvarjajo, nekaj naredijo, ampak ne živi to tako, da bi dejansko to uporabljal, mogoče na kakšnih takih demotih ali pa kakšne take stvari. Če ti želiš, da bo AI agent enkrat dejansko prevzel neko funkcijo, se pravi, da bo nekaj upravljal, se pravi, bo nekaj delal, neko poslovno operacijo celo izvajal, se pravi, bo za to konec koncev za izvedeno tudi prevzemal, zdaj težko rečem prevzem, ampak bo odgovoren za to, kar koli naredi, oziroma bo odgovoren nekdo, ki je njegov šef. Zdaj, njegov šef v nekem stvari v marketingu ali pa v prodaji ne more biti IT, ker IT bi bil bolj za ta tehničen del, se pravi, da dostopa do pravih stvari, da bere iz pravih, ne vem, baz podatkov. Kako moraš danes IT zagotoviti, da vsi ljudje v vseh oddelkih imajo dostop do pravih, točnih informacij? Ne? Tako. Ni pa zdaj, če si v marketing oddelku se zaposlil, pa imaš tam mentorja, ki je vodja marketinga, potem ti on tiskati usmerja, pove, v kjer smer greš. Tako in ran tukaj bo tudi te neke nove vloge, se mi zdi, bo umeščen iz IT-ja, v smislu vsebinsko bo del pač teh oddelkov, oziroma bo imel neke nove šefe, karkoli. Meni se je to drugače dosti podobno kot tudi z uvajanjem softvera. V podjetjih, kjer IT samostojno uvaja softver, se hitro vidi, da manjka na tem softveru vsebine. In potem je implementiran softver tehnično zelo dober, uporabniško, user experience, user adoption je pa ponavadi nizak. Zdaj, če je pa v bistvu glavni driver implementacije business del, torej je to zdaj, ne vem, prodajni sistem, marketinški sistem, pač ljudje iz tam, IT pa to podpira in omogoča, potem bo ta produkt ratal ali pa ta softver nam bo veliko bolj služil. Ta del res podpira še ena analiza od BSG-a. Oni so v bistvu delali eno analizo za US trg, zakaj recimo iz pilotnih nekih AI rešitev, v teh malo večjih podjetij, zadeva pač ne pride v neko produkcijo. In imajo v bistvu taka matrika je 70-20-10, prav 70% ovire, da se AI začne uporabljati, tudi če recimo leadership to podpira, recimo tam, če leadership to ne podpira, je fail, ne? Je zato, ker ljudje nimajo adoptiona tega, ne sprejmejo, niso Unixov driveri za naprej, se pravi upor ljudi, nesprejemanje te tehnologije ali na napačen način predstavljena. 20% je samo teh tehničnih stvari, tehničnih v smislu niso bili ta pravi podatki zvezani, nismo tega dali noter. In 10% je samo zadev pade zaradi tega, ker je kao LLM oziroma AI algoritem vrača napačne stvari. Se mi zdi ta del, če zdaj tako malo obrneš, s čim bi se mogel največ ukvarjati, ne s tem, kar tudi mi ugotavljamo pri teh projektih, LLM je taka, pa tako, ne, ta del je ok, komu ti ta drugi del pripeleš prave podatke in mu zgradiš pravi kontekst in na koncu ljudem daš prave informacije, kaj lahko pričakujo, kaj dobijo.
in znaš te agente umestiti. Zato mogoče bo v organizacijski shemi teh res ogromen agentov. Zato, ker bodo bolj fokusirani, ker vemo, če so bolj fokusirani, bodo boljše izvajali neke aktivnosti. Zdaj danes ne moreš kar 25 ljudi novih zaposliti, zato da bo pač vsak res točen naredil en del. Tukaj boš pa lahko imel 25 agentov, pa mogoče bo eden kontroliral jih teh 25, pa s tem bistveno več lahko naredeno. Ja, zdaj, to je agent, če ga gledamo kot neko cloud rešitev, ne, to je prednost clouda, da ga ti najameš za toliko, kot ga potrebuješ, ali pa virtualni serveri na enak način. Če bo šlo v to, plačaš po učinku, koncev. Ali pa pač vsaj po uporabi. No, ja, pa po neki porabi. To se mi zdi pač čist normalen biznis model, pa zelo gre v to smer, ne boš rabo zdaj, ne vem, kao plačevati ga, da bo on na stand-by skozi. Razen, če je pač to namen tega, da je on skozi aktiven in nekaj dela skozi. Ja. Zanimivo je, kako se bodo mogle organizacije predrugačati za to, da bojo to izkoristile, kakor je najbolj možno. Ker tudi organizacijsko se bojo verjetno stvari spremenile. Malo smo omenjali organigram, kako se spremenijo. Bojo zdaj, vsaj kar se tiče agentov, vse postavili neke matrične strukture. To je jasno, še vse, bomo videli, kaj bojo pač najboljši primeri. Zdaj meni se zdi res pomembno, da tako, kot si rekel, če hočeš, da je šef tega agenta nekdo iz biznis dela, pol morajo pač tudi umestniki ali pa interfejsi za upravljanje teh agentov dovolj zrasta. Ker v končni fazi agent kol pa drugače še vedno neka tehnologija, ki zakajo pač velikrat tehnologijo IT upravlja, zaradi tega, ker so interfejsi neprilagojeni, da bi jih nek končni kupec upravljal. Zdaj jasno pa rejajo bomo sigurno lažje do tega prišli, ker se bo dal, če bojo stvari pametno narejene, tudi verjetno s promptingom stvari izboljšvati in peljati naprej, kar pa pomeni, da smo potem pridemo bližje tega, kako izgleda danes mentoriranje, upravljanje nekega sodelavca ali pa podrejenega, se boš tudi z agentom lahko pogovarjal, da boš te iste stvari, te iste učinke dosegel. Ja, ta del, ki si omenil prompting, se mi zdi, da zelo na začetku ali pa tudi zdaj, je zelo pomemben ta prompt engineering ali pa to, da znaš dobiti prave stvari. In doskrat se stvari tudi, izpadajo kot nedobre, nezadovoljive, raven zaradi tega, ker ljudje, vidijo neke primere v smislu, raven ta primer zgradi, nared mi minolovca in tako en stavek, on pač vse naredi in da se človek predstavlja, zdaj jaz rečem, nared mi strategijo za naše podjetje in zakaj je to zdaj tako splošno, pa da. Pač ne moreš na tak način trenutno pristopati. Ampak, če pa rečeva, kako bi pa lahko boljš do tega dostopal, pa veva, da tako bo njegov šef, ne bo nikoli se zdaj res poglabljal v celo strukturo, ampak moraš ta AI agent del tako razviti, da bo on imel te prave informacije pri sebi, ta prav kontekst, če temu rečeva, pa spet prijeva do tega, ker že nekaj časa govorimo tudi o marketing automationu, pa o tem, se pravi, ti moraš zajemati ta prav kontekst. Se strinjaš, da ta del se mi zdi pomemben, če malo razložijo, kaj bilo lahko v tem kontekstu. Ja, ključen, torej, tako kot sva že ko sva govorila, sicer o AI agentih ali pa o AI sistemih, ki se povezujejo med seboj, pač podatki so ključni in če agent ima kontekst, je tako kot zaposlen v končni fazi. Če so zaposlen, lahko pogleda levo, desno od sebe, bo boljšo pravo nalogo, tako je isto z agentom. In zdaj, pa imamo pa kontekst, pa dober ali pa bogaten kontekst. To se mi zdi tudi pomembno, da eno so podatki in ta podatkovni inženiring bo sigurno ful pomemben. Torej, skozi bolj bo pomembno, da so vsi naši sistemi res integrirani. Zdaj, če delamo marketing, lahko rečemo, za te kampanje bomo rabili te podatke, mogoče nekih drugih podatkov pa ne bomo rabili, pa jih hitro lahko spustimo. Ampak izkazali se bo, da bolj, ko imamo podatke integrirane pač na nekem področju,
lažje bo tudi nekemu agentu dati dostop do teh podatkov. Zdaj, drug nivo je, da te podatke tudi, če rečemo, obogatimo oziroma naredimo iz njih neko znanje, že neke analize, kar spet lahko to delamo jasno s pomočjo umetne inteligence, lahko s pomočjo nekih drugih procesov, ampak taki obogateni podatki so še bolj koristni, ker je noter že znanje, neki zaključki so tam narejeni in jih AI lahko zaradi tega boljš uporab. Vsaj do nas, kjer imamo vse neke omejitve konteksta. Ne? Ja, sej to se mi zdi je trenutno, ne vem, največja omejitev ali pa bo fokus tega memory dela, spomina, kaj vse lahko tega noter dodaš, tukaj je zdaj ta največja omejitev, da moraš dejansko AI agent res razbije v neke procese, stvari, v faze, ne vem, pogovarja se o MCP serverjih, pa če rečeva, da agent lahko uporablja še več toolov in ne vem, zdaj dosto realno spostavlja, ker ljudje vidijo, kaj tudi recimo na ChatGPT-ju pa na podobnih sistemih, zdaj pač povežeš mail, povežeš, ne vem, OneDrive, Google Docs in podobne stvari. Ljudje vidijo, da so taki zametki majhnih toolov, lahko rečeš, kaj so neki maili od test. Se pravi, lahko si znajo predstavljati, zdaj če to sprava nek flow AI agenta. Ne vem, en tak primer, da si po mojem lahko zelo enostavno ljudje po mojem predstavljajo je, da bi ti rekel, da delaš neko kampanjo, da je tvoj agent, se pravi, tvoj job je, da izvajaš neke retention kampanje in se mi zdi, imaš enega agenta ali več, zdaj vsak si pač po svoje razloži. In zdaj naloga tega agenta je, včasih smo neko analizo naredili, malo smo občutek, kako je ena kampanja delala, kako ni. Ti rečeš, rabim novo kampanjo za ta produkt, raba v prvi fazi nek kontekst awarenessa, da ta agent zelo dobro razume naš produktni portfolio, zelo dobro razume, kaj je naš unique selling proposition, kakšni so naše ciljne stranke, kaj jih imajo. Se pravi, ta del zelo dobro razume tvojo rolo, se pravi, kaj je cilj tvoje role, kakšne cilje v bistvu KPI-je, kaj so tvoji ključni kazalniki uspeha, kaj jih ti moraš doseči. Na drugi strani razume, za ta produkt so to ciljna publika, zelo dobro razume to ciljno publiko, zna pogledati pretekle kampanje za podobne ciljne publike in te podatke pač uporabiti pri načrtovanju nove kampanje, zna pač razumeti, kaj je naš CGP, konec koncev, katere kanale uporabljamo, kateri tooli to so in pač zložiti neko kampanjo v smislu od A do Ž, kjer spet bo pol ta human in the loop ali pa pač vode pogledal, zato si to naredil, pač vedno neka razlaga, to je to, imamo te kreative, ok, in ne vem, zadeva potrdil, ne, predlagal tudi AI mogoče budget, ki bi bil smiseln, glede na nek pretekli, pa mogoče prihodnji izplen. In to je zelo pomembno, to je zelo zdaj, rečva, trenutno se to dela tako, da neke CSV-je daješ noter v, danes ročno rečemo. Pa po delčkih dobivaš stvari, sicer pa na koncu prideš do celovite kampanje, ampak zelo po delčkih jo sestavljaš. Ja, zdaj ta agent mode, je mogoče malo gre v to smer, rečeva tako, teoretično bi pač različne stvari naredil, tako če malo demo te gledamo, ampak tizga, pa izbildaš, rečeš, tako dela, in mislim, da ta dela, veš, razmišljam zdaj tako, ako boš te AI agente vzel, a boš vzel nekega agenta, ki je ful dober performance za kampanje, ali boš vzel to osebo, ki obvlada delo za narediti to kampanjo s 6 agenti. A veš, boš rekel v CV-ju, ti imaš pa 6 agentov natreniranih in to je nek njegov setup teh agentov, ali boš iskal nekje na trgu, ali veš, zdaj, če platforma, pa si spet pritisne, moraš sam zbildati, ti pa iščeš agenta, kot da ga vključiš. Ali pa platforma, ki že ima potem agente gor, ampak drugače to dobra poanta, mislim, da je Drmeš je imel na LinkedInu, torej soustanovitelj HubSpota, je imel torej, da smo bili v obdobju bring your own device, ki je imel pač neke pluse pa minuse za podjetja, da pač si pa zna predstavljati prihodnost, kjer bo bring your own agent, torej kjer boš
CV od nekoga ocenjeval tudi po tem, s katerimi agenti pride. Ne? Torej, da ni samo to, da podjetje uvaja agente, ampak da tudi zaposleni na nekem delovnem mestu že pride s svojimi agenti, ki imajo pa ravno to prednost, da njega poznajo, da z njim dobro delajo, da jih on zna uporabljati. Obe smeri gre, ne? Torej, tudi delovna mesta se bo zaradi tega mogla prilagoditi. Torej, eno je, ali da če ti s svojimi agenti prideš, kako je se HubSpot, oziroma HubSpot to imenuje pa super contributor, ne? Torej, ali nekdo, ki pride s svojimi, ali pa nekdo, ki res dober agente uporablja, kjer lahko naredi delo praktično enega oddelka, oziroma opažajo ravno to, da se kar naenkrat spektr dela, ki ga nekdo upravlja šir. Ne? So rekli, ok, v marketingu se zdaj nekdo ukvarja še z lead generationom, pa mogoče kar že z inicialnim nagovorom leada, torej s takim prvim prodajnim messageom. Ne? Na drugi strani se prodajniki ukvarjajo že s tem, da si zdaj s pomočjo AI-ja svoje marketinške materiale pripravljajo. Ne? Torej, ja, druga je pa to, da podjetje uvaja agente, kjer pa mogoče dajva še definirati, kako ti vidiš torej šefa teh agentov. Mislim, definitivno nekoga, ki je reča AI savvy, v smislu tega, da je zdaj v tem obdobju zelo veliko tudi sam potestiral, zelo veliko pač, ne vem, proba stvari narediti, tudi hands-on, a ne, se mi zdi, ta del je kar ključen, a ne, da se pa v to vlogo nekako si, a ne, tudi tako kot si menedžer ljudi, a ne, verjetno si v prvih parih iteracijah slabši, a ne, pol pa pač ugotoviš, a ne. Ja, recimo v IT-ju je zelo tako, da IT-jevci imajo sigurno rajš nekega menedžerja, ki je malo bolj tehničen, torej, ki se bo drugače z njimi lahko pogovarjal kot nekdo, ki je iz biznis strani prišel. Se mi zdi, da tle verjetno enako. Ne? Ja, predvsem, a ne, ta del, če ti razumeš zgradbo AI agenta, ne, tukaj ne govorimo zdaj mi v nekem emocionalnem delu, pa tako, a ne, ta del, govorimo pa o tem delu, da moraš razumeti, s kje je kontekst zgrajen, ne. Ker eno je, da boš v agent-to-agent procesu, pač boš imel neke prompte, neke zahteve in seveda bo se tisti agent odzval na nek kontekst, ki si mu ga dodal, zdaj lahko je kontekst preslab, lahko je tam bilo nekaj narobe, se pravi, boš mogel znati ta del upravljati, pa hkrati dovolj jasne zamejitve dajati med enim in drugim agentom, ne. Ker pač rečemo, da ima LLM ali pa nek tak chat interfejs, lahko sam po sebi malo težno potem, da bi rad rešil več stvari, kot jih je moj daš za task, ne. In tukaj zna biti pol težava, ne, zato ker pol je output drugačen, ki ga drug pričakuje in tako. Se pravi, v tem delu boš mogel biti zelo navajen te tehnologije uporabljati, po drugi strani je pa to oseba, ki mora zelo, zelo dober proces poznati, ali to marketinški, prodajni. Ja, mislim, da bo tle mogoče spet malo več generalizma, ne? Da bi ljudje malo več stvari poznali. Bo pa po mojem ključno to, a veš, da mi zdi, danes lahko ti pa je skupaj oba dva, ne vem, barve za slikanje, pa platno in podobno, ne? In bo pač razlika, kaj mi dva nariševa tudi z YouTube ali pa pač nek slikar, ki pač naredi mojstrovino in tako. In veš, tudi v tem delu se bo izoblikoval ta del, kaj prineseš zraven od vsebine, od tega dela in to je ta dodana vrednost, ki po mojem je beyond AI. Po drugi strani pa te super skillsi, kako to uporabljati, vedeš, kaj tvikati, kaj ne, da boš to dosegel, se mi zdi, to je pa nek joint human AI pristop, ne. Zdaj, najprej na malem oddelku, mogoče parih stvari, se pravi, bo en v oddelku lahko naredil več stvari, mogoče pa bo to cel oddelek, oziroma tako, kot Sam Altman pravi, bližamo se podjetju, oziroma že realnost je, da bo 10 ljudi uspel narediti milijardno podjetje, do 2030 bo pa eden uspel narediti, se pravi, first one person billion company. Tako da jaz res čisto podpišem ta del, se mi zdi, da it's possible, mislim, s fuljimi nekimi omejitvami, ampak dejansko bi rekel, da je možno, ne. Tako, vse zih v to smer neke stvari premika. Sigurno, saj produktivnost se
noro večja. Zdaj meni v tem kontekstu vodje AI agenta mi še to zanimiv, ker včasih rečemo, AI agent, to je tako, da bi dobil že enega sodelavca, ki že vse zna, pa vse ve. V resnici bo ravno ta del ful pomemben onboardinga, tako kot je zdaj pri sodelavcih. Torej, ti boš sicer dobil briljantnega AI agenta, torej recimo AI agenta na nivoju nekoga, ki ima doktorat narejen na tvojem področju, torej lahko vse ve o marketingu, najboljših kampanjah, torej zelo, zelo razgledan, ampak to, da bo zate dobro delal, pa da bo ta stvar res teb koristna, pa da ne bo, tako kar rečemo, vse je zelo tako splošno, generalno, bo pa pač ta onboarding potreben, ne? Zdaj, če bojo agenti toliko daleč prišli, da se jih da onboardati na nek tak zelo podoben način kot človeka, bo to res fascinantno, no? Ker bo pač potrebno nek onboarding proces definirati. Sej, danes onboarding proces za agenta zgleda tako, da rečeš, naloži dokumente, pa poveži z API-jem te stvari, pa bo nekaj se zgodil. Je pa ta stvar, ki si jo prej omenil, ne? Torej nek spomin. Torej, zdaj tudi eno je, da zna agent sproti v realnem času pogledati neke informacije, drugo je, kako to vpliva na njegov spomin, ne? Ali pa na njegovo učenje. Všeč mi je bilo zdaj, ko je OpenAI predstavil GPT-5, ker Altman, on je bil tisti, ki je ves čas upletal z AGI-om, kot to je naš cilj, to je naš cilj, to je naš cilj. Se mi zdi, da zdaj so vse malo nazaj potegnili, oziroma bolj realno pogledali na stvari in rekli, GPT-5 ni AGI, ampak tudi AGI je rato zelo čuden termin, ki zelo različno pomeni, ampak kar je on rekel, da se mu zdi ključno, je to, da GPT-5 se ni sposoben učiti nečesa. Ne? Ker zdaj eno je ta spomin na nivoju agenta ali pa na nivoju ChatGPT-ja ali pa nekih drugih, torej na nivoju agenta ali pa asistenta, če tako rečemo. Ne? Drugo je pa, da se pač ali LLM kot celota dejansko uči, torej, kjer se bojo potem njegovi odgovori tudi spreminjala. Ampak vsem tudi s tem, če rečemo narekovaji fejkanjem, z znanjem pa spominom, ki mu ga dajemo, tudi s tem v resnici veliko naredimo. Ampak spet eno je pač vse skupaj naložiti, drugo je pa strukturirano stvari pripraviti pa naložiti, torej, da je bolj jasno, kaj si naložil in zakaj. Sej v naslednjem letu bi rekel, da, ali pa zdaj v enem letu bo to po mojem kar en glavnih izzivov pri podjetjih, veš, ker zdaj cilj je, da ne bi vse neke meetinge, vse te stvari, vse nestrukturirane podatke dal v obliko vektoriziranih baz, tudi na voljo pač pol LLM-u. Zdaj, po mojem je pa res ta korak vmes. Zdaj, najprej vse to zbrati, najlažje zbrati podatke, najprej moraš to začeti uvajati, pa to narediti, ker v nestrukturiranih podatkih bi jaz rekel, da se danes skriva v bistvu tako zlato, zato da bi ran ta del, ki se rekel v onboardingu, to dal unemu AI agentu, ki je splošen, super strokovnjak za kampanje, in ko smo ti ta del naložil, kaj se pa razdogaja, to se on nauči, firme se nauči, pol bo dejansko te preslah nekaj performal za tvoj company in v tem delu se mi zdi, so zdaj full delali, ker se ljudje mogoče trenutno ne zavedajo, koliko jim nekih podatkov leži povsod. Tako da data, ki so uporabne za AI, tle mislim, da bo kar tako en challenge, ki ga bo treba pač narediti. Ful zanimiva tema. Mislim, da sva malo pregledala vse skupaj, šla čez neko od enega konca do drugega. Zdaj, preden čist zaključva, kako ti vidiš, kje smo v Sloveniji pri uvajanju, dajva reči kar AI agentov, torej ne samo na splošno AI, ampak AI agentov. Torej, govorila sva že čisto svetovno gledano, da en kup pilotov se zgodi, aj tako tudi pri nas. Ja, po nekih izkušnjah iz projektov, ki jih imamo, je želja potem, pač ljudi ali pa vodstvo vidi to kot nek hype, bi radi sprobali in se odločijo z neke manjše pilotne projekte, sprobajo neke stvari, ampak tam se pa do zadeve ustavijo v smislu, ali ni nekega bajina, ali je nek strah, ali pol nekih argumentov, ne vem, ta poštna asistentka Pia je recimo en tak primer slovenskega
reče agenta, ki lahko neke stvari pogleda, tako da je baljaven. Se mi zdi, tako vidimo, da lahko pa zadeva. Pa da je dejansko agent, da je vse malo več kot samo nek chatbot, ki dela. Plus še na Voiceu je narejen, se pravi, so neke tehnologije, ki so malo novejše na tem delu, nisem tekst. Sej, ne vem, če greva, kako bi pa lahko štartala, da mogoče ta del zdaj agenti sploh začeli, da smo tudi prnama. Po mojem je najbolj še vedno res na nekih zadevah, kjer so ponovljivi procesi, ali pa se jih zdaj niti nisi loto. Eno je, da mogoče malo v support delu definitivno se mi zdi največji tak fit, ker lahko naučiš, kako si ti odgovarjal, kaj so neka vprašanja, kaj so odgovori in bi tam lahko se najhitrejš pozicioniral. Se mi zdi, to je najbolj ena taka safe zadeva, da tudi vidiš, da zadeva dela. A drugo pa je, ne vem, imaš take stvari, kot so, ne vem, v podjetju se, ne vem, toliko ljudi te pokliče, recimo, pa imaš neke zgrešene klice, a bi to lahko mogoče te zgrešene klice vzel AI. A veš, to je ena taka stvar, ki se že zdaj zgodi, pa jo ne rešuješ. In takih stvari je po mojem podjetju kar nekaj, kjer bi lahko na takih zadevah majhnih štartov, nimajo zdaj business impact ogromen, ampak lahko pa vidiš, da se začne nekaj premikati in dobiš malo tega zaupanja. Tako. To bi bil pametni pilotni projekti, bi jaz rekel, zaradi tega, ker je pa tudi z manj tveganja ga tudi sprobaš v resnici. Medtem, ko zdaj, če je pilotni projekt zelo visoko leteč, pa če ni pol ravno, mislim, mora biti res pol precej dober, sploh če je to del neke naše core funkcionalnosti, pa pol zlepa ne pride v uporabo, niti v neki zmanjšani obliki. Ne da challenge AI, da vam reši nekaj, kar človek ni v 2 letih uspel. Tako, v smislu, tam je nek drug problem, ne bo AI rešitelj, ampak drugačni procesi morajo biti. Se nekaj sva jih naštela, nekaj sva je že v preteklosti povedala, tako da nekih pa še bova v prihodnosti. Ok, kako pa bi pol predlagal, da se pa podjetja lotijo? Torej, to so neka področja, kaj pa zdaj rešiti tistih 70%, ko si rekel, torej to, da ljudje ne znajo, ne zaupajo, se bojijo za svoje službe v končni fazi. Kako ta strah premagati? Zdaj, moj pogled tukaj je, da moraš ljudem dati tehnologijo na voljo, da jo sprobajo, da zgubijo strah, da se z njo igrajo, da zatipajo stvari, kaj deluje, da so hands-on approach. Tako da definitivno, ne vem, moj predlog je, imajo ljudje v podjetju dostop do nekih asistentov, danes, ko so zdaj tistega, ki pač podjetje zbere ali pa je nekako fit. Ja, ampak recimo v Sloveniji je bil to ChatGPT. ChatGPT, če so redo in dovoliš, ne vem, ali so to Teams licence ali podobne stvari, daš jim, da je dostop do nekih sistemov, se pravi do internih nekih dokumentov in to. In potem, da zdaj nimajo samega orodja in super, kaj pa ne zdaj naredimo, se mi zdi zelo pomembno, da delaš neko periodično izobraževanje, da buildaš neke interne prompte, ki so malo namenjeni temu, da spodbujaš malo kreativnost zaposlenih. Če ti že zbuildaš rešitev za nek oddelek, nekaj narediš in pol en to sproba, pa reče, sam jaz malo svoje podatke zamenjam, tako naredite personalizacijo zase in on naseč bo mogoče tako rekel, ok, jaz bi pa to mogoče sam še malo drugače spremenil. In dejansko, ko ljudje začnejo dobivati občutek, dobivam neke koristne informacije, skrajšal mi je čas. Ne vem, nekdo me je tudi konec pohvalil, ko sem to uporabil, da je to dobro, kar sem naredil. Delijo si prakso vmes, ne vem, na nekih weekly stand-upih, kjer pokažejo stvari. To je vse stvar, ki krepi neko zaupanje v tehnologijo, hkrati v to domensko za tvoje podjetje in koncev, en drugmu mogoče ljudje malo pomagajo pri tem delu in vidijo, da je ta kolaborativni approach in za jajom in ta ekipa tukaj mora biti. Tako da jaz bi se tega tako lotil, definitivno budžeta lociral za to, da ljudje imajo dostop do teh tehnologij, ker večkrat ljudje sprobajo, pridejo neke nove ideje. Ja. Plus, kot si rekel, izobraževanje je nujno, ker že eno je pač čisto interno, drugo so pač neki best practices, tretje je, da se pač tudi orodja zdaj, to zdaj čist sam chat umestnik ali GPT modeli se nadgrajujejo, se spreminjajo. Zdaj,
Ja, ne vem, najni poslušalci so verjetno ljudje, ki to malo bolj spremljajo, pa vejo, da je GPT-5 model zunaj. Ampak njihovi sodelavci, znanci tega ne vejo. Ne? Torej, tudi če jim daš dostop do ChatGPT-ja, jih je treba opolnomočiti, da to... Ja, mogoče za njih je to ChatGPT. Tako. In ja, je treba v to vlagati, se mi pa zdi, da to je pa tudi ful jasen pokazatelj, da to podjetje podpira, embrace top-down, torej da je to od vodstva, ker je pač mogel zagotoviti nek budžet za to, neko odločitev bilo treba sprejeti, neke smernice bilo treba postaviti. In se mi zdi, da je to dober signal, tudi takim, ki bi želeli pa mogoče kaj več, pa za začetek mogoče na ChatGPT-u svojega agenta narediti, ne? Z agent modom nekaj postaviti, brez da gremo res v nek razvoj, pa ne vem, agent AI, pa neke druge rešitve. Ne? Ja, take majhne. Se mi zdi, da to je danes ta konkurenčna prednost podjetja. Da je odprt za te stvari in da dejansko dovoljuje ta del, veš, notranjega testiranja in tako. In tudi kar dela ga lahko mogoče bolj pozicionira. Sem pa smiselno, ja, torej poleg izobraževanja, torej nek ta feedback loop, torej eno je deljenje informacij, drugo mogoče merjenje, kaj se je zgodilo s produktivnostjo ali pa z neko kvaliteto dela in tukaj pa spet dobiti neko povratno informacijo, da je to vredno. Ne? Če se rekla prej, da bo šef agentov, bi mogel biti prej nekdo, ki je šef. Ali pa nekdo, ki bdi nad tem, kako se to tudi uporablja v ta umestna faza. Cool. Ok, kako se vam je tole zdelo? A imate vi kakšen svoj pogled, kako se vi predstavljate vašega naslednjega AI sodelavca? Dajte to napisati spodaj v komentarje, z veseljem jih prebereva, pokomentirava. Če mi je ta podcast všeč, ga delite s svojimi kolegi, znanci, prijatelji. Skratka, vesela sva vsakega komentarja, lajka, šera. Hvala Gorazd za posluh. Hvala vsem, ki ste tole spremljali in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.